Jure, pozdravljen. Čez 2 dneva se bodo Škoti odpravili na volišča, kjer bodo odločali o svoji prihodnosti. Ali ostati del Združenega kraljestva ali izbrati samostojno pot. Kakšen razplet pričakuješ? Razplet referenduma je precej težko napovedati, še posebej v zadnjih dneh sta se obe strani praktično povsem izenačeni. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo cirka 500 000 škotskih volivcev, ki so neodločeni, imelo ključno besedo pri tem, kakšen rezultat bomo dobili v četrtek oziroma v petek zjutraj. Tu se v bistvu tudi bije glavna bitka referendumske kampanje. Nasprotniki odcepitve oziroma nasprotniki škotske samostojnosti menijo, da bodo lahko prepričali še te volivce in da bodo v bistvu te volivci njihov ključ do zmage na tem referendumu. Seveda se pa tukaj pojavljajo tudi druga vprašanja. Nihče ne ve točno, ne more reči, kakšno je sploh razmerje med podporniki in nasprotniki referenduma. Tukaj gre za referendum, to niso navadne volitve, ampak gre za enkraten dogodek in težko je narediti nek ustrezen model, kjer bi se lahko karkoli napovedovalo z neko večjo verjetnostjo. Kar je 100% pa je to, da v petek zjutraj nič več ne bo tako, kot je bilo. Kaj se obetajo tisti Škoti, ki bodo v četrtek glasovali za, in kaj tisti, ki bodo proti neodvisnosti? Podporniki odcepitve si obetajo predvsem tisto, kar vsaj v teoriji samostojnost omogoča vsaki samostojni, neodvisni, suvereni državi. To pomeni samostojno odločanje o zunanji politiki, o gospodarskih vprašanjih, o gospodarski politiki, o monetarni politiki, o obrambni politiki. In te predstave, vsaj v zadnjih dneh oziroma v zadnjih tednih se je tako pokazalo, pogosto temeljijo na precejšnjih iluzijah in na to tudi opozarja večina britanskih medijev. Nasprotniki referenduma, oziroma ne nasprotniki referenduma, nasprotniki odcepitve, pa si obetajo predvsem večje odločanje, boljše odločanje glede in lažje odločanje glede vprašanj davčne politike in več besede pri tem, kako se porabljajo sredstva iz proračuna. Pred kratkim si zapisal, da ne glede na izid škotskega referenduma Združeno kraljestvo čakajo obsežne spremembe. Kakšne? V primeru, da se Škoti odločijo za odcepitev oziroma za samostojnost, bo ločitev z Veliko Britanijo po vsej verjetnosti precej dolgotrajna, umazana in neprijetna izkušnja, tako zanje kot za Britance. Kar bo najhuje, je to, da bodo s to ločitvijo tudi po vsej verjetnosti uničeni odnosi tako med ljudmi na severni strani škotske meje in ljudmi na jugu. Če se Škoti odločijo, da ostanejo v Združenem kraljestvu, pa to pomeni, da Britanijo čaka neke vrste ustavna revolucija, bi se temu lahko reklo. Skratka, britanska politika bo morala redefinirati odnos med škotskim parlamentom in Westminsterom, kar bo pa seveda tudi prineslo obsežne spremembe v odnosu med ostalimi deli Združenega kraljestva in Westminsterom. Torej govorimo predvsem o Walesu in Severni Irski. Če se večina Škotov v četrtek odloči za samostojnost, kakšne bodo mednarodne posledice nastanka nove države? Mednarodne posledice, pri mednarodnih posledicah je treba v bistvu upoštevati 2 vidika. Prvi vidik se nanaša na položaj Združenega kraljestva v mednarodni skupnosti. Ta, kot vemo, še vedno uživa precejšen ugled v mednarodni skupnosti, ne samo v svetu, ampak predvsem v Evropi. Velika Britanija
velja kot neke vrste protiutež Nemčiji. Kaj se bo zgodilo v primeru, če Velika Britanija razpade, če Združeno kraljestvo razpade, je zdaj vprašanje. A to pomeni tudi neka sprememba, kar se tiče, a to predstavlja neko spremembo, kar se tiče razmerij moči v Evropi? Zelo verjetno. Na drugi strani pa Britanija predstavlja tudi zelo pomembnega igralca v širšem mednarodnem okolju. Je pomembna ameriška zaveznica in ena od najmočnejših igralk na Zahodu. Drugi aspekt je pa seveda ta, da škotska samostojnost, v primeru, da se Škoti odločijo za samostojnost, prinaša precedens, pomemben precedens in bi lahko povzročila zelo, zelo velike spremembe v nekaterih državah, kjer se soočajo z nacionalističnim vrenjem. Tukaj se največkrat omenja zlasti Španija in katalonsko vprašanje. In če se to zgodi, je Evropa pred zelo velikim izzivom. Te stvari lahko zelo, zelo zamajajo stabilnost na stari celini in pod vprašaj postavijo celotno prihodnost EU. Hvala za pogovor. Hvala tebi.